Ljudje in ljudine, poslušate 232. epizodo, prvo epizodo 8. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremno beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjigo vseh žanrov, od F do Z. Obot, ovčega, boščečega očesa deležni smo, tako kot je prav, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Z nami je že za uvodno epizodo sezone tudi prvi gost, in sicer je to znova filmski kritik in pisatelj Žiga Kastelic, ki je bil prvič z nami v zdaj že daljni 184. epizodi, ko smo delali nadaljevanje Villeneuve-evega Peščenega planeta. Žiga, živijo. Živijo. Kako si kaj ti? Fantastično. No, to imamo najraž. Kako si preživel kaj poletje, kaj si počel? Bil si na Novi Zelandiji? Nisem bil. Bil sem na začetku leta, ampak to vedno rad omenjam. Bil sem na Novi Zelandiji. Nisi bil, se mi je zdelo, da je to polet, pa ni bilo. Pa što je, če je bilo tam. Ja. Bil sem, Aljoša, bil sem. Okay. To, bral knjige, gledal filme. Nemogoče, kakšno poletje je to? Ja. Odlično. Sansko. Igor, Mito, kaj ste vidva počela čez poletje? Zelo podobno kot Žiga, samo Novo Zelandijo sem na ekranu gledal bolj. Igor? Prevajal knjige in pisal in eno par filmov pogledal tudi. Lepo, ja. Lepo. Tudi jaz nekaj podobnega. Upam, da ste se tudi vi imeli zelo lepo in fajn, da nas niste preveč pogrešali, kakorkoli pa že, nazaj smo. Današnja epizoda je posvečena prvi sezoni ali pa miniseriji Alien Earth oziroma obodovsko 8. potnik Zemlja, ki se je začela na Disney Plus 12. augusta in zaključila 23. septembra, torej ravno pred kratkim, in zdaj lahko vsi ukinemo naročnino. Opozoriti velja, epizoda bo vsebovala drobovje, otročje, robote in triljonarje ter kvarnike. In zdaj naš Evergreen. Hvala. Dobro, smo se speljali. Uvod še znamo. Ok, danes torej delamo Alien Earth iz franšize Alien. Zdaj, meni je, vsem tistim, ki boste me mal siti danes, ki bom ponavljal tega 8. potnika, ampak meni je to enih ljubših prevodov. Ja. Ker pač Alien, tujec, vesolje. Jaz sem delal research na to temo in basically mi smo edini, 8. potnik je bil eden od prevodov, ki so se uporabljali v več državah, ki imajo tole Alien tujec problem, ne? In mi smo edini, ki ga še vedno furamo. Vsi ostali so pol to kar poimenovali v Alien. Nemci recimo, striktno. On je bil 8. potnik najprej, ampak sam prvi film, drugi bil že Aliens. Ok, pa v nemščini to? Da je ahta... Ne vem. Pa v glavnem, ne vem, tudi vzhodna Evropa je večina imela tole 8. potnik in zdaj smo edini. Tako da, jej! Ja, no, glej, mi ustrajamo. Gre sicer za prvo serijo franšizi, vse ostalo so filmi, služi pa kot prednadaljevanje izvirnega filma 8. potnik, se pravi iz leta 1979. In ja, nisem se zmotil, film je iz leta 1979. Drugače franšizo sestavljajo še Aliens iz 86, Alien 3 iz 92, Alien Resurrection iz 97, potem so prepletenke oziroma crossover filmi Alien vs. Predator 2.4, Aliens vs. Predator Requiem 2.7 in pa prednadaljevanje Prometheus z 2.12 in Alien Covenant iz 2.17 in še odvod Alien Romulus, ki smo ga ujeli lani v kinih, se pravi 2.24. Žanrsko gre za znanstveno fantastiko, akcijo in tudi telesno grozo. Ustvarjalci tole serije se je lotil Noah Hawley, je ameriški filmski ustvarjalec, pisatelj in pevec, drugače najbolj je znan kot ustvarjalec, scenarist in režiser serij Fargo. Žiga, si ti slučajno gledal Fargo serijo? Sem. Super, vsaj eden od pri tem omizju. Res polaram, če niste gledali Farga, poglejte ga, to je nekaj zelo odpičenega.
odličnega. Drugače je delal tudi Legion, no tukaj moram pa se jaz posuditi s pepelom, ker jaz nisem pogledal. Ja, veš, je zelo dobro kao, nekaj posuj se s pepelom, ker to je res nekaj odpičenega. Dobro je. Napisal in režiral je tudi Lucy in the Sky, napisal je 6 romanov, ker pretirava res. Kot pevec pa je sodeloval tudi pri soundtrackih za Fargo, Legion in Alien in sprave za to serijo, ki bomo danes obdelali. Skratka, za svoje stvari, ker ga k drugim ne pustijo. To je bolj ali manj to, zdaj med igralci ni nekih takih blazno znanih imen. Ja. No. Kirš. Okay, no. Olifant, ne. Olifant, ja. Ja, Timothy Olyphant je mogoče res, ja. Ostali pa niti ne, da bi zdaj tako človek rekel, čeprav čakaj tega smo še videli, kaj je bil že Smijal, katerega že ne, Isaaca Tutlesa, Kit Young je tudi tako še kar znan obraz. Ja, eden je bil Jasper iz Shadow and Bone. Ja, pa Alex Loder. Da je pa Alex Loder. Ja, tale brat, Joe Hermit je v bistvu iz serije The End of the Fucking World, pa potem smo ga videli v Andorju kot avtorja Manifesta, pa tle tudi kot... Ja, skratka, še tudi nekaj igralcev je not. Igor, zdaj boš pa nam ti v kratko seveda tudi obnovil serijo, preden se je lotimo. Torej, začne se z raziskovalno ladjo Weyland-Yutani, ki se vrača z vesoljske misije z lepim naborom nevarnih vesoljskih biti. Potem pa se stvari zalomijo in tresne na zemljo. To se vse zgodi v prvem delu, ne vidimo točno, kaj se zalomi, samo fleši so. Potem imamo pa peti del je prav o temu posvečen, dobimo pravi mali Alien film. Medtem pa na zemlji povzpetniška korporacija Prodigy, I made a break to another dimension, pay close attention, razvije tehnologijo, ki prenese... Igor up. Ki prenese zavest človeka v robotsko telo in delajo prve preizkuse na umirajočih otrocih. That's fine. Prvi preizkus njihovih supermoči je kar preiskava zrušene ladje in pač reševanje ljudi tam in izkaže se, da lahko tele premagajo celo ksenomorfa, so pa super labilni. Glavna enakinja je Wendy oziroma Marcy, ki je bila pač umirajoči otrok in je zdaj pač sintetik in tam reši svojega brata in pomaga pri zasegu teh vesoljskih biti, ki jih prenese v bazo na tropskem otoku. To je tak recept za nekaj, kar se bo v redu izšlo. Tam začne delati poskuse in moram reči, da ful dolgo v seriji se vedno najdejo ljudje, ki rečejo, ok, to bi bilo pametno, da tak naredimo in pol jih poslušajo, na kar jih na eni točki ne. In pol se stvari sfižijo, vmes Kiborg od Weyland-Yutanja po imenu Morov jih proba ustaviti, siljuje enega od otrok, ga čustveno manipulira, grozi njegovi familiji, grozen človek. Pol je sintetik Kirš, ki ga igra Timothy Olyphant, on je tudi zelo zanimiv lik, ki je zelo tripa na tale vibe iz Davida, iz Prometeja pa Zaveze in deluje, kot da on dela poskuse tudi na ljudeh, ne samo na alienih, da vidi, kako se bo izšlo, ampak tudi on ne predvidi vsega, kaj se bi lahko zgodilo. Stvari se zalomijo, ljudje umrejo, cela štala. Hvala, Igor. To je ta serija, hvala, da ste nas poslušali. Seveda gremo zdaj najprej na hitro skozi našimi prvimi vtisi in Žiga, ti si tukaj, zato imaš prednost, da lahko prvi poveš. Skratka, kako je bila tebi všeč serija, kakšen je bil tvoj nek splošen vtis, ko si pogledal celotno stvar? Na trenutke je zelo dobra, se mi zdi, da je pri vrhu te cele franšize, ima pa pol trenutke, ki pa ni dobra, pa je teh mogoče kar veliko. Meni je ta ime ladje, ki jo uporabljajo Maginot po temu francoskem generalu, tudi ta linija bunkerjev, ki jo je on naredil, ne, se v teoriji deluje, ampak če greš čez Belgijo, bo ful enih plot holov, to je tudi s to serijo. Je pa fajn. Blitzkrieg zapleta. Se mi zdi, da konceptov je ogromno. Eni res delujejo, eni so zelo fajn, pa spet. Eni pa ne delujejo. Se mi zdi, da tukaj
ima kar težavo tudi včasih scenarij, kaj točno hočejo, pa tudi kaj nočejo. Kot je to, no, kar je prvega vtisano. No, super. Igor? Ja, meni pa se je zelo dopadlo, všeč mi je bilo, da si gre v vse smeri, ker Alien ni nikoli bil samo o ksenomorfiji, ampak vedno kiborgi, o tem, kaj pomeni biti živo bitje, zavestno bitje, kakorkoli. Kaj pomeni biti živ, tako da mi je ful v redu tole z temi sintetiki, kam pelje tale štorija. Ne vem pa, če so čisto razmislili, kam naprej, ker vse to, kar dobimo zaenkrat na tem otoku, je zelo osnovno. Oni so otroci in zdaj, obvisli, da če otroke preneseš v odraslo telo, da bojo imeli to vrstne probleme, ampak zanima nas, kaj bo dalje iz tega se razvilo, če bo kaj zanimivega. Pa tale Hirschov lik ni čist David, zdaj tole se dogaja po dogodkih iz Prometeja. In bi sklepal, da so te ljudje, mislim, ta bitja, kakorkoli, manj psihotični, bolj premišljeni, kakorkoli, ni videti. Tole dodatni alieni mi je pa bilo zelo všeč, da imamo tole oko, z ostalimi stvarmi pa ne vejo čistočno še kaj, ampak pač there's other shit, ne moramo samo... Mislim, pač imaš tudi omejen čas. Zdaj, če imaš nekaj tako cool, kot je to oko, ga moraš kazati in ne moreš pač še časa posvečati ostalim, da bi jih lahko res razvil, kaj te druga bitja zmorejo. Tako da to se mi je ful dopadlo. Pa dober pacing, pa vredo muska. Mito. Jaz pa za čuda zelo drugačno mnenje, to je skoraj da diametralno nasprotno. Muska, to smo se mi že pogovarjali, ampak zdaj bom v eter to še izrekel, ta moja muska, to je pač to muska, s katero sem odraščal, ampak zame nima mesta v tem svetu ali franšizi, malo deluje tuje. Meni se zdi, da so imeli preveč časa, da je razpotegnjena zadeva, da teme, ki so jih načeli, ki so sicer zanimive in jih podpišem, tako kot si jih ti omenil, ampak da niso šli nikamor z njimi. V prvem delu so prišli nekam in pol so ostali tam. Ja, jaz mislim, da prva dva dela sta meni bistveno najbolj zanimiva. Najbolj dolgočasen mi je dejansko bil 5, ki ga eni upevajo kot najboljši Alien film po Alien filmu. Ne, samo rehash je bil. Ja, za moje pojme. Alien film. Mislim, da pač, če podčrtam tvojo izjavo, je pač rekel, da so imeli preveč časa za teme, ki so jih načeli, pa nikako jih niso razvili, tako da je meni delovalo slabo razvito, prenapihnjeno, ker bi lahko v bistvu bili bolj koncizni ali pa bili bolj poglobljeni pri določenih zadevah. Tako se pa v bistvu zanašajo na neke Deus ex machine rešitve, neke stvari puščajo bistveno nepojasnjene, kar ne vem, najbrž upam, da bojo razvili še vnaprej. Še najbolj mi je bilo pomembno, da je vibe tam, da je atmosfera, ker pač pri Alienu, če ni atmosfere, ni Alien franšize, vse za meni. In mislim, da to v prvih 2 delih je zelo obetalo, je bilo super, ampak ko so pa stopali ven iz tega z žanrskim prelomom ali pa z nekim okolišem, geografijo, tam humorjem tudi, mislim, da so pa pač se to poruši in zaštekaš, da ni tako kvalitetna zadeva. Spoštujem, da so probali nekaj novega za to franšizo, ne vem pa, če je vedno funkcioniralo. Kaj pa je bil žanrski prelom po tvoje? Humor, na primer. Ja vem, samo je temeljil na tem, da so otroci nesposobni. Pravim, da pač se ni nič, zopet bi uporabil besedo tujega, nič, kar bi me motilo per se, samo mislim, da ni bilo dobro atmosfera noter speljano. Meni se je zdelo, da je to povezano predvsem s tem, da ful vsilijo not Petra Pana. Ne, to niti me toliko ni motilo, ker pač je vseeno premalo krat omenjeno ali pa podčrtano. Pač vse je povezano s Petrom Panom, tudi pač cel humor otok. Ki je povezan s tem, da morajo biti oni otroci, ki je povezano s tem, da jih poimenuješ tako, da zgubijo svojo identiteto, ker jo morajo imeti tisto iz Petra Pana, ki jih še dodatno zmede, ker so pač otroci in potem pač iz tega nastane humor, ki je pač malo sad. Ok, jaz nisem bil tako globok pri tem, sploh ne mene. Naprimer, me je v 5. delu sem se skoraj poscal od smeha, ko sem videl onega aliena v ozadju, ko
se obnaša kot nek vrtovinc v trgovini, ki te vpraša, potrebujete kaj. Čudno se je gibal. Iskreno sem se nasmejal, kar mislim, da je pač jeba, če imaš zaprto klaustrofobično sceno na ladji, kjer pričakuješ grozo, ti se pa smejiš onemu pajacu v obliki. In to meni ni delalo. Potem pač tisti neki vmesni humori mi je lomilo nekako uživetje noter v franšizo. Tako da ne vem, lahko še kaj bistveno bomo še kaj razvili okrog tega, ampak pač tukaj je meni malo ven skakalo, da ne govorimo o muski na koncu, ne tiste bilo malo. Ok, bomo vsem tem še verjetno poglobljeno govorili. Ja, jaz moram tudi reči nekako tako, da ko sem začel gledati, mi je mislim, jaz sem zdaj res pogledal ta vikend tole, tako da je bil tudi nek hype zraven, ker so pač ljudje zelo bili navdušeni nad serijo. Jaz moram reči, da začelo se je odlično, nastavek je bil odličen, atmosfera, začetek ta atmosfera neke grozljivke, vesoljske grozljivke, teh znanstveno-fantastičnih tem. Meni v resnici v začetku niti ta ladja in ti alieni niti niso bili tako zanimivi, kot so mi bili zanimivi. Ravno ti otroci, ti se pravi imenujejo hibridi, ne? Se pravi sintetiki z človeško zavestjo. To mi je bilo super zanimivo, ampak potem se strinjam, da nekako od 3. dela naprej, 4. mogoče, ugotoviš, da stvar ne bo šla nikamor, da je to, kar si videl, to, in da bo potem samo še pač ta klanje in reševanje teh živali, teh tujih organizmov iz neke kletke, da bo vedno nekaj se zgodilo, da bo neka napaka, da bo ne vem kaj. In potem postane pa stvari malo repetitivne, predvsem pa se strinjam tudi Žigo, pa tudi stavo mi to. Ful se mi zdi, da dostkrat gremo v te neke klišeje, grozljivke, o katerih bomo pač v nadaljevanju govorili. Tisto, kar mi je bilo pa meni najbolj všeč, je pa to, kar je Igor rekel, ja, ti novi organizmi, no, so jim bili vsi pa v resnici bolj zanimivi od ksenomorfa. No. Skoraj ne vem, ali je bil ksenomorf sploh potreben v tej seriji. Jaz to sploh ne bi dal kot alien, pa bi delal nekaj svojega. Ampak se mi je zdelo pa zanimivo to, oko mi je bilo fajn, tudi tisti neki, kaj zvem, so bile one žuželke, tista neka roža, mesojeda, karkoli je bilo tisto. Vse od tega mi je bilo, se mi zdi, malo bolj zanimivo od ksenomorfa, ki smo ga videli že milijonkrat, pa se mi ni zdelo, da je pokazalo nekaj blazno novega. Še več, ksenomorf v džungli izgleda kot velociraptor. Meni je zelo žal, ampak meni je spominjala stvar na Jurassic Park, oziroma na ene te variante. No. Skratka, kar se tega tiče, in tako, kot si Žiga ti rekel, ne, od tega, da so bili eni sijajni dialogi, meni je bil eden najljubših, ko se skratka sintetik in kiborg v dvigalu pogovarjata, kaj je razlika med sintetikom in kiborgom, ko mučiš nekoga. Se mi je zdelo briljantno, pa do nekih dialogov, kjer kao odpirajo kvazi neke moralne sivine, ampak ne razumeš, kaj naj bi to pomenilo, kam gre Wendy s tem, kaj je sploh njena ideja, kaj je njena logika v ozadju. Skratka, vse to, kar bomo še dalje govorili. Pa se tudi tale Artur pa Dame, Silvija, ona dva sta bila obupno razvita lika, čist neprepričljiva, tako neka starša tam, ampak res ne ve, kaj bi rada in pol se vmes malo preoblečeta vsake toliko, pa res ne veš zakaj. Malo probajo nekako stlačiti noter spet v Petra Pana, pa malo probajo narediti neke znanstvenike iz njih, ampak pol nista nič. On vas tam je bila najbolj annoying. Super mi je pa bil tale prešest tip, on je pa bil genijalen. On je pa ful večino časa dajo pametne predloge in to se mi zdi, da nekaj, kar v grozljivkah je ful preredko. Imaš nekoga, ki reče, ne id po stopnicah dol, glej, luč se je pokvarila. Tako da ja, to se mi zdi, pa fajn mi je bil svet, no ne vem, če smo že kaj omenili, zanimiv mi je bil ta svet. Ampak svet vidiš v prvem delu, ne? To je to. Ja. Pol je pa otok, kar je... Pač ta neka ideja, da nam korporacije vladajo, da je kaj 5 korporacij, če se spomnim, ne? In ena od njih je ta Weyland-Yutani, ki jo poznamo pač iz filmov Alien. Drugih pa zaenkrat vsaj jaz se ne spomnim, da bi videli Prodigy ali pa te neke... Ne, se Prodigy je kao na novo tu, ampak pa tudi možno, da ne bo več, ne?
ampak Tyrell bi naj bil zraven. Ja, to se mi zdi, da bi lahko precej organsko notrokali. Tudi ta Olifantov lik Cyborga mi bolj vleče na Betja iz Replikanta. Ne? Ne, sej, ful mislim, da zmanjka tam, kjer se pač gre grozljivko, pa v tem, ko tlači noter stvari, ki niso nujno potrebne. Ampak te otroci ne znajo. Problem je v tem, ker so hkrati otroci, pa ne znajo, potem ne morejo se izraziti, kaj bi radi videli, in potem pač dobiš en humor iz tega, namesto da bi imeli neke poglobljene. Ne morejo pa imeti zdaj oni monologa ala Blade Runner, ker bi pa izpadli weird. Ne? Ja, ampak nastavljeno je tako, v bistvu tale Prodigy fant, kaj je že pač, pričakuje od njih najbolj zanimiv pogovor ever. Ampak ne veš niti, kakšen bi naj ta pogovor bil, torej kaj je ta prelom, zakaj potem tudi na koncu od uča pričakuje ta dotični pogovor. Oni pa sami tudi, tako se rekel, ne znajo razglabljati in zato me, naprimer, v zadnjem delu, ko Wendy nekako skuži, da njena identiteta je prav en kurc, te preseneta, ne? Da v bistvu, a ti si tuhtala sploh o tem, ne? Ker nekako ne deluje najbolj, ne? Da je imela nek poglobljen razmislek noter. Že tudi ta pritisk njenega brata, ki je na otoku, njenega organskega brata, prisoten tam, jo nekako ne potiska na to, ker tudi on je neka velika megla, ki vse, kar si želi, je jo pripeljati, ne vem, na drug otok, I guess. Najbolj glupo se mi pa celce zdi, ona se pogovarja s ksenomorfom, nobenemu ne pride na pamet, da bi rekel, o čem se pogovarjata. Kaj ima ksenomorf za povedati? To je prva stvar, ki bi mene zanimala. Če bi kdorkoli od njih bil znanstvenik, bi vprašal. Ne? Ja, kaj je današnji Wordle? Ali pa kaj? Ja. Tako da to mi je bil problem. Kaj pa so stvari, ki si ti, ki si Žiga izpostavil prej, da ene stvari so bile super, ene pa ne. Kaj je bilo tisto, kar ti je najbolj ven tolklo na obeh straneh? Se mi zdi, da te prizori, kar je ksenomorfa, ko delujejo, ko se vidi, da ni obleka, ker jim je veliko težav predstavljala, se mi zdi, da ni, glede na predhodnike teh filmov, to ni, razen to, da je Adidaske nos. To si videl celo. Ja. Pa te behind the scenes so, ki on čaka in ima lepo ne Adidas črne in se rekel, to je, zdaj vemo, kaj nosijo, ne. Okay. Drugač pa se mi zdi, da kar je zmožnosti teh otrok, ali se sprot zmišljujejo, govorili so tudi, da lahko jih ne ugasnejo, ampak imajo nek switch, ga ne uporabijo, potem je tisti del, ko te trackerji ne delujejo, pač pržgi jih nazaj, ne. To se mi zdi, da ima ta serija tisti problem, da se nekaj zgodi samo zato, ker hoče zgodbo peljati nekam drugam. Plus Wendy, ki uspe prek monitorja manipulirati vse sisteme sploh, pa noben ne reče, glej, kako kul, da me to naučiti. Od otrok, ki bi bilo tipično vedenje za otroka, da bi rekel, pokaži mi, kako to deluje. Mislim, da oni celo zvejo na koncu, ko ona nekako šiba skozi kamerce, medtem ko Prodigy pa znanstveniki poskužijo, da ima to možnost. Ker se celo sprašujejo, kako pa je prišlo do tega. Samo zakaj ostali otroci se ne probajo naučiti tega? Ker so deca pa se igrajo, ali kva ne. Ja, mislim, da je tu pač tudi ta osnovni problem, da če ti samo citiraš Asimova, pa rečeš, da je včasih, da je napredna tehnologija pač je ne moreš ločiti od magije, to nič ne pojasni. Ne? Kako ona to počne, ne ve noben. Kako on kiborg se pogovarja z enim od teh otrok, samo z njim in včasih to celo pokaže. Pokaže, da mu je nekaj v... Ja, da mu je na vratniki neki gumfak. Se samo enkrat pokažejo, zelo na hiter. Itak je bistveno bolj zanimivo, zakaj to na otoku ne skužijo, ker je to nek full high-tech varianta. Mislim, da oni skuži. Kirš skuži, pa bi rad videl, kaj bo... Kirš skuži, da ta malo ga neki meče, pa da se pogovarja. Ne, pa prisluškuje vse. Ja, ampak ne skuži, kako je to narejeno. To bolj... Ne, mislim, da Kirša bolj zanima psihološki vidik. On ima neki čudni vibe okrog tega. Se tudi ne vem, zakaj jih spusti ven, to pač, a veš, zakaj jim pomaga, pa potem nekako zmaga zopet, ko poletijo, ne, vsi ti vojakci od Vujutanja. Ja. Se vem, to je čudno, ne. To so pač spet te tipične zgodbene luknje, ne, ker, če jaz prvo razumem, Kirša ni, da on delal eksperiment, on je
hotel zvabiti Kiborga na otok, da ga ujame, ne? Ampak on je pomagal onima dvema truplo nest in če bi on se ne bi zbudil prej, bi oni tam izmenjali truplo in bi to bilo to. Zakaj je on čakal še vedno v stavbi? To ni imelo nobenega smisla. To je tako, kot nedolgo tega sem gledal en akcijski film, kjer se oni pripeljejo čist do meje in pol vidijo, da nobenega ni tam. Ampak če bi ljudje bili tam, zakaj ste se vi pripeljali čist do tja? Mislim, nič ne bi mogli narediti, tam bi bilo postreljali bi vas, ne vem kaj. Take stvari, ki nekdo niti ne pomisli, kaj je bil prvotni način. Sej recimo, zakaj se pa Wendy pogovarja z ksenomorfi? Odkot ima ona to sposobnost? Pač, kar lahko, ne vem. Ja, nekje nekdo meni, da so jo izbrali. Ja, ker so jo poklicali ksenomorfi. Ona je prišla, še preden je prišla v ladjo, jih je že slišala. Se pravi, nihče ni poklical k temu. To je pač nekaj bilo na njej. Ne vem, meni take stvari so mi bile kar... Mislim, tudi nobenega smisla ni imela. Oni sicer za ta, ko ona sliši tega ksenomorfa, čisto v prvem, drugem ali pa tretjem delu, ker na tisti mizi oni nekaj testirajo in tam omen pa ekran pokaže, da ona neke čudne frekvence lahko zaznava in ba je edina, ampak spet pač, ker to hoče scenarist oziroma kdorkoli. Tako da pač to hočejo, ne? Ja, pa bojo do tega prišli. Zato, ker scenarij zahteva. Odprla je to čakro. Kakšne take stvari. Čeprav meni so še kakšne dodatne stvari, so mi ful tisti preomenil Roya Bettija, ne? Meni tale krš zgleda čisti Roy Betty. Fizično mi zgleda kot on. In nisem razumel, zakaj to narediš, zakaj me jebeš s tem. Zato, ker je pač isti svet, ne, se lahko pač bi njega naredil Tyrell Corporation, se nikjer ni, da je ga Prodigy naredil. A hočeš ti meni povedati, da Disney ima Blade Runnera? Ne, samo hočem reči, da je Ridley Scott rekel, da je to isti svet in da potem pač mešaš in ti vedno lahko licensaš Blade Runnerja, če hočeš. Ja. Okay, recimo, da mi je pol razumljivo, ker res jaz od prvič, ko sem ga videl, sem bil tako to bo Blade Runner. To je pač, in tudi ima pač teh nekih dialogov, se pravi, on je meni najbolj zanimiv lik od vseh, čeprav je po eni strani tudi nekaj dosti bolj razumljiv od vseh ostalih. No? Ja, ampak je vsem neka svežina, noter malo razlike od tega Davida ali pa Asha. No? Medtem ko tudi Cyborg ne moral, no, ta dva sta mi bistveno najbolj zanimiva, tretji je učno. Ja, ker je taka tiha vloga iz začetka kina. Tretje oko. Ja, od Tulov, komad bi lahko tam ponudil. Tako so pa ponudili, ne vem, kva, Animal. Animal je bil v zadnjem delu, ja. Animal je bil v zadnjem delu, kaj je bil, ne, Godsmack so ponudili v onem delu, ko je gledal v kamero. Čudovita izbira nekaj. Ne, meni je v bistvu, če pohvalim eno zadevo, izgled, produkcija, igra, originalna glasbena podlaga, to vse ful štima. To vse ful štima. Špica, začetna, uvodna špica. Izjemno. Tudi mislim, da v prvih dveh delih, ko te preseneti, ko vso to nasilje, ne se pravi, to mi daje tako 8 delov, veš, ampak razparceliri, da bo res dobro narejeno, ne, ker na začetku te vso to nasilje, ki niti ni toliko v Alien franšizi tako močno prisotno, ne, ali pa vse tako grafično prisotno, nazorno me je presenetilo, pa sem mislil, da to je dober premik, mogoče bo to zanimivo, malo več da boys logike, kot pa filozofije noter, ne, če že se umikaš v neki otroški svet, kot ga nakazujejo pač dialogi med otroci pa Petrom Panom. Tako da vse te zadeve so ful dobro delale, čeprav se potem malce pozabija, ne, malce se potem, zdaj ne vem, je to posledica tega, ker so režijo, v bistvu je samo ena par likov delalo, mislim par oseb, ne? Tako zelo zamejen je. Pa mislim, da en del je mogoče bil prav štrlel ven, pa ne vem, kjer je bil, ali je bil 5. ali 6., ki pa bil celo bistveno slabše posnet, v smislu neke montaže pa napetosti, no? To sem opazil. 5. je bil Alien film, tako da 6. najbrž. Mogoče 6. Dobro, pri 5. imam tudi svoje issues, no, ampak ker je dolgočasen pa predvidljiv. Ja, pač še enkrat je da Aliena vse skozi. Ja, pač še enkrat. Vse je v redu, ampak... Ja, to smo že videli. Ja, na koncertu bi rekel, špila je nekaj noga. Tako da ja, mislim, vse te zadeve so zelo, zelo fajn. Škoda edino pač, da ni nekega
večjega vsebinskega podstata vsemu temu lepemu izgledu pa izpeljavi. Ja, drugače imaš prav, produkcija je pač izjemna, ne? Tukaj se pač res vidi, da niso šparali. In ja, tudi nekatere te stvari, ki so jih pokazali, so zelo fine. Jaz tudi moram reči. Ne vem, tudi jaz mislim, da nisem bil ni me toliko osupnil ta 5. del. Tudi ne razumem, zakaj. Mislim, spet tudi ne razumem, ker se s tem soočamo vsako leto pri vsaki franšizi najmanj 5-krat, da pač ljudje bi radi še enkrat gledali isto stvar. Jaz ne vem, pač 5. del je na ladji, Sony vse pobije, vedo si, kaj bo. A smo res mogli to še enkrat videti? Pa ni bilo boljše od Aliena, ni bilo slabše, ni bilo drugače. Isti zapleti so bili, isto kao Mother se pojavi, isto pač nek cyborg ali pa nek sintetik ima neke creepy vibes tam. Potem sta ona dva mehanika, ki če ta boljšo plačo pa boljše delovne pogoje, vse je bolj ali manj isto. Bilo edino pač, da si imel par novih alienčkov, ki so pač izkoristili nov problemček, kako pobegniti. To je bila edina nova sveža stvar, ampak to niti ni bilo tako zanimivo, da bi mi cel del držalo. Ali pa da bi pač... Meni največji stand-outi so bili to, da se izkaže, da je izdajalec Srb, to se mi je zdelo, wow. Going there. Ampak ne. Srbi, they having a bad year, že Supermanu je to. Tale, Michael Smiley, ki igra... Pa Eurobasket, se vem. Michael Smiley, ki igra enega od teh znanstvenikov, ki ga potem oko dobi na koncu in on njegov pogled, tisto je res fucking creepy. Michael Smiley je taki creepy motherfucker. Mislim, da bi ga bilo več treba dati v horror filme, mainstream bolj, ker... Igor needs more creepy. Ja. Okay. Ja, ne vem, mislim, vsa debata okrog tega Aliena mi je bila zanimiva tudi na online, ker nekako vem, da folk bil zadržan, meni so bili prvi deli izjemni in sem tudi komentiral, pa na Discordu sem pozival, da beste gledajte, pole pa nekako se zasukalo ravno zrcalno, kot pa sem pričakoval, no, folk je bil navdušen, smo bili pa, mi gledamo isto stvar, meni je to, ne vem, malo se poslabšalo, ne bi glih toliko navijal, kot sem poprej, še vedno je pa to ok, no, a veš, ni to Golden Girls ali pa kaj tega. Sorry, mogo sneno, ne vem, pred kratkim sem nek joke o Golden Girls slišal, pa sem zdaj ponudil več to serijo. Dejansko mislim, da so na Sky Showtime v Golden Girls, ja. Ja, ok. No, peta gledati. A druga polovica je v Golden Girls, ne? Očitno. Kako je bil tebi ta znameniti 5. del? Ok, meni se je pri temu pojavlja ta, da včasih ena zgodba, serija, karkoli pokaže nek flashback, ki bi mogoče bil bolj zanimiv za prvo sezono. Pa se mi zdi, če bi ta serija začela s tem, kako so oni vse te ujeli, te vesoljčke, in potem ta ladja, in bi se, ne vem, prva sezona recimo končala s padcem te Weyland-Yutani ladje na svet. In bi to se mi zdi večji hype za drugo sezono, če bo verjetno, ne? Samo, a ni Resurrection naredil podoben konc, kjer ladja v bistvu pikira pred zemljo? Ja, in sta one dve na koncu, ampak je zemlja, one dve v Parizu pristaneta, ker je Eiffel stolp, ampak je vse zradiran in jaz sem mislil, da bo ta serija, glede na to, da je zemlja odprla par vprašanj tudi, kar se tega tiče, ampak glede na to, da je že Weyland-Yutani rob bolj potisnen. Tisto je potem več 100 let kasneje, ne? Ja, to je to. Ja, se vem. Ne, nisem mislil, da bi se nadaljevalo tu, nekako pač ista podoba je, ista vizualna metafora. Ja, in kar je še, ne, da preden so dejansko imeli Alien 3 film, ampak so samo se odločili, da bi oni naredili, so dali že ven teaserje, to 90-ta, Crazy Times. No in je bil, to dejansko je bil posnetek zemlje, takrat uporabljen. In potem film nima nobene veze s tem, sploh, whatsoever. Nadaljuj, mislim, da sem da prekinil. Mislim, kar pa tega 5. dela se tiče, meni se zdi nepotreben, čeprav je fajn bilo gledati tistih 40 minut, ampak samo zaradi tiste nostalgije, ker spomne na prvi del. Pa recimo je bil lansko leto ta Romul, ki
je v bistvu spet ista stvar in to je te ljubitelji te franšize. No, ampak Romul je bil dosti bolj vibe na videoigro. Isolation, ja. Isolation, kot na film. Ja. To je. S tem, da tudi oni uporabijo malo teh elementov, ne? Ampak vse grdo reči, no, ampak lahko bi bilo veliko več to. No. Se mi zdi, da tudi s temi res koncepti, ki se igra, jaz v tem trenutku nimam pojma, kam gre druga sezona, oziroma kaj je poanta, obenem pa, če je 8. potnik, tak Xenomorf je, tudi če ga ne bi bilo, serija ostane ista. Ker oni se sami odločajo, enkrat on pokolje 20 vojakov, drugič pač gleda in se slin. To je tehnično pravilno. Ridley Scott je zadovoljen, verjetno. A misliš, da je? Ne, že dolgo ni zadovoljen. Mislim, da je pohvalil serijo, če se ne motim. Je dobro, ker je executive producer, mora pohvaliti. Jaz mislim, da če bi Ridley imel to preko, bi bistveno več filozofiral, ne? Čeprav mogoče on z deco ne zna tako dobro operirati. Ja, ampak se pravim, ene stvari so bile meni zelo fajn. No? Ta začetno vprašanje, ne? Kaj ti narediš človeku, otroku, ki ga zavest preseliš v odraslo telo, se mi je zdelo zelo zanimivo, če bi kamorkoli s tem šli. Ampak ta ideja, tudi to, recimo, ker nekdo vmes omeni, ne, da ti, seveda, ko ti odrasteš, na te vplivajo hormoni, vpliva vsa ta stvar, to ti spreminja čustvena stanja in tako naprej. Njim so pa to skušali nekako simulirati in niso točno še vedeli, kako in kaj. Ampak pač tam se stvar nekako postavi, polona pride z neko idejo, da je noseča, nips ali kaj že, ampak tisto tudi ne gre nikamor. Nikamor ne gre, je totalno creepy, ko ona pride in tako, in potem pač imajo protokol za to, ampak te protokoli so tak, nekdo bo prišel tam, ki ga ona lahko zlomi kot palčko in jo bo odpeljal tja. Jej, protokol, ne? Tak, zdi se mi, da ni konflikta oziroma drame okrog tega. Jaz sem nekako pričakoval pri drugem delu, veš, ali prvem, da bo to... da bo vlekel to zavest ali pa odraščanje v različne smeri, ker nekako imaš tale organska starša, ne, ki jih spodbuja tak čustveni zrelosti, medtem ko pa ta olifantov lik pa jim govori v ladji, kao, vi ste stroj, vi ne poznate strahu, spokite se ven iz vaše omotice ali pa ohromelosti, kao, gremo naprej. Ne? A veš, se mi zdi, da bi lahko ta konflikt, to vlečenje na različne smeri, to bi lahko delo naprej, ampak ni, pri tem ostane, kar je škoda. Jaz sem tudi mislil, da pač, ko bojo da brata upeljujejo ravno zato, da bo njo povezal z otroštvom, z drugim svetom, s to neko, ampak potem ta brat je nesposoben. Ne, on trenutno deluje, kot da so rabili samo njegovo pljučko, a veš, zato da pogojijo še enega ekstra tujca, pa na koncu, da skoraj misliš, da bo že kanon futer, ampak... Ja. Pa da bo pol konflikt med njima, zato ker on ustreli njeno prijateljco. Mislim, tudi njena ta morala njena mi je šla sam tako blazno na živce. Ona veš čas, ti si grozni ljudje, ste tam eksperimentirate na ubogih bitih, ki jih je neki prineslo nekot, ampak pol, ko moj ksenofor pobije vse te ljudi tam zunaj, to pa lahko. Pa dajmo. To pa je. Kar mene skrbi za nadaljevanje je, da pač oni pridejo na koncu, da mi moramo zavladati, ne? Ja. Kar se mi zdi super, to je ful dobro, da so prišli za tja, ampak jaz imam močno občutek, da nič ne bo z tega pol naredili. Ne, se tudi kako so prišli do tja, je v bistvu tako zelo za lase prevlečeno, tako kar spomnili so se. Veš, ampak kaj drugega rabiš za to, da zavladaš svetu? To je pa dejansko zelo v skladu z 2001, veš. Torej v literarni predlogi 2001 je zadnji stavek, ki pač Space Baby pride v filmu, kar v filmu vidiš kot Space Baby, je, da pač človek, ki je prišel tja, ni vedel, kaj je zdaj dalje, ampak se bo že nečesa spomnil. Ne? In isto je tam pri praljudeh, da potem, ko pobije, on ni vedel, kaj je zdaj, ampak se bo že nečesa spomnil, tako da v bistvu isto. In tu mislim, da je zelo na Odisejo, zato ker tudi pač Alien in Blade Runner sta full tripala na Odisejo, ker je Ridley totalen fan tega filma bil. Tu bo v končni fazi isto se, a je ta triljonar pa je nek blazno zrel človek bil, ali kaj. Tudi on je bil čisti otrok v odraslem telesu, ne samo v odraslem telesu, ampak v položaju nekega napol vladarja, nekega svojega mini sveta, za katerega absolutno ni bil ne zrel, ne pripravljen, ne nič, ne, pač, ne vem, pač
Meni je bilo tudi ful, še ena taka, zdaj sem se spomnil še te zgodbene luknje, da ne pozavljam. Totalno smešno bi je bilo, ko imajo oni tisto arbitražo z unim modelom, da tam Kiborg ne omeni, ampak se si ti sabotiral našo ladjo. Mislim, ti zdaj tam trdiš, da je padla v nebotičnika, ampak on, Kiborg, je videl na ladji, da je on prodal Prodigy firmi vesoljsko ladjo. Zakaj ni tega omenil? To je pred flashbackom. Takrat še ne ve. Imaš prav, oprosti. Imaš prav, mi še nismo vedeli, torej tudi on ni mogel vedeti. To je to, pa, če se ne motim, oni morajo spati, te otroci. Oni več ne spijo. Ki so charging station. Mogoče pač imajo baterija dlje zdrži. Če ste opazili, ne vem, se je tudi na online je ta diskurs za nekdo neko to, kaj že, ne smola, plesen skozi poliva v enem hodniku. Ja, kaj je to? Ne vem. Pa je čisti. Ne vem. Mislim, Prodigy omeni, da bi lahko enega ponudca, ki čisti non-stop to, kot kao za gostitelja, za uča. Zato, ker je manj inteligenten, Ja. S njegovimi besedami, Ne vem pa zakva to, ne vem, na kakih temeljih je postavljena ta raziskovalna baza na tem otoku, to so... Ne, pa se to je problem slovenske gradbene firme. Tu je ta problem world buildinga. Ti vidiš ono celo milijonsko mesto, ogromno, ki sodi v del Prodigy Corporation, in potem vidiš, da ta tip, ki fura Prodigy Corporation, basically se bo tam z enim laboratorijem ukvarjal, pa s 5 ljudmi pogovarjal. Jaz se tudi, veš, ta izgovor, da v bistvu kako on reče, a vidiš tole, brain the size of a planet, sorry, ne vidim ga, ne. Res, mislim, mogoče imaš eklektičen fashion style, ampak to je to. Pa Alt J očitno rad poslušam. No, ampak že pri 6 letih je naredil sintetika, ki je ubil svojega fotra. Ja, fotra. A pa je ta plešast pol, to je njegov. Jaz mislim, da jaz sem tako razumel. Tudi jaz sem razumel tako, da je to ta. Dobro ga je naredil za 6-letnega mulca. Ja, ne vem, mislim, da serija res mogoče pač trpi bolj za to, da kao spravlja stvari na neke točke, kjer si pač mogoče ne zaslužijo biti. A veš, mislim, da ta... Ok, kaj pa za naprej? Jaz sumimo, da se bojo... Zdaj, Disney na tej točki še ni odobril, potrdil druge sezone, vsekakor se mi zdi, glede na to, koliko je bilo gledano in priljubljeno, da pač bo, tudi če nima nobenega scenarija, tudi če noben noče delati več, bojo dalje delali. Ampak najbrž, da glede na to, koliko je Noah Hawley pokazal v prejšnjih stvareh, da bo nekaj znal, kaj mislite, kam bojo peljali? No, tudi pri Legionu se v bistvu malo spotika pa zapleta, ampak ok, ne vem, za kak je za Fargo. No. Kje bi, ne vem, jaz bi jih postavil v nek... pri Fargo je glih to, da je vsaka sezona je druga scena, koliko vem. Druga zgodba je. Zadnji 2 sezoni sta že precej slabši. No, ampak a menite, da bo tu... da bomo te like dalje gledali ali da bo nekaj čist drugega probali narediti tako pri Fargotu? Glede na odziv, pa naš pogovor. Bila. Kaj pa vem. Ja, Žiga, ampak ti moraš vedeti, da tudi scenaristične luknje pomagajo, ker ne rabiš nič razložiti, pa lahko greš kak dalje. Fantastično. To je to. In delaš nove. To je to. Se mi zdi, po moje bo nadaljeval s tem, kar je tako. Ampak je bolj bistveno vprašanje, a bi ti gledal še drugo sezono tega, ali bi rekel drugega? Ja, kot fan te franšize, že po defaultu si malo delusional, ne? Tako da ja, jaz bi gledal itak, ne, če smo Prometeja pa Zavezo, pa dobro, Romul, pa če zdaj tudi, če se navežem sam na nadaljevanje od Romula, če Fede Alvarez ne bo režiral. Ja, je pa scenarij napisal. Ja. Upamo, ne? Itak, da bom gledal. Saj tudi, ne glede na vse, saj je bila zelo gledljiva in tudi tisti prizori, kak se namor začne, pač klet, belka nek, res, ka v Jurskem parku, vse je full the best, ne, ampak pač, ne,
Ne smeš razmišljati. Ja, tam pobija une, ki so neke maškare, ki nočejo ven iz une stavbe, ki izgledajo kot neki francoski plemiči. Ti smo je bilo tako zelo proletariat, revolucija moment. Francozi, ker niso ugotovili, da se je pač vesoljska ladja zabila v bajto in oni, Pa najejo potico. Nisem vedel, da je Blitzkrieg prišel v stavbo. Jaz bi isto gledal. Drugo sezono, kakorkoli, če se navežem, pričakujem, da bojo iste like uporabili, bi pa, če se že sposojajo iz širše franšiznega bazena, bi šel bolj na militarizem, ki ga je Cameron bolj upeljal v Aliens. Ker nekako je bilo nastavljeno tle, pa sem mislil, da bojo tudi tole vleklo od druge epizode naprej, ko v bistvu tile vojački oziroma varnostne službe Prodigy raziskujejo ladjo, da bojo tudi razvili tale militaristični aspekt franšize, ampak nekako zapade vse do 7., 8. dela, pa nič ne naredijo s tem, razen da pač so ful lepa trupla. Tako da to stvar bi razvil, pa filozofsko podstat, zdaj v bistvu, če oni vladajo, kako boš vladal? Kaj je bo to Neverland, kjer se vsi igrajo in veselijo, bo Alien postal potem tisti veliki krokodil tega otoka in bojo odrasli prišli pa se učili igrati, pa biti vedoželjni ali kako, ne vem, kaj bojo s tem naredili. Upam pa, da razvijajo, pa da vse kakšno lukno še noter zafilajo, tole zapleta ali pa česarkoli. Gledal bi pa vsekakor, ker tudi, kot je Žiga rekel, we be delusional. Igor, ti boš tudi gledal. Ja, to je tako. Ampak ne, jaz bi pa rad, da gre v bolj drugo smer to, kar je imel Romul, ki prikaže to kapitalistično, kar tukaj tudi zelo hinta, da ti ljudje, te vojaki so full happy, da so lahko na tem otoku. Pa xenomorfki jih lahko požre, ampak niso v vojni zoni. Tako da mene bi dejansko zanimalo, kako te korporativne vojne delujejo, kako so ljudje zasužnjeni, ali je podobno kot tam gor na kateremkoli Hellhole planetu se Romul dogaja. Kak je s temi stvarmi, to bi me zanimalo, pa tudi pač zdaj, koliko v bistvu je v enem realnem okolju, ne pa zaprtem otoku, z življenjem med sintetiki, pa hibridi, pa kiborgi, pa ljudmi, ki niso nič od tega, ali v bistvu navadni ljudje niso kiborgi, ki si ne morejo privoščiti, ali nočeš biti kiborg, ker je boljš imeti roke, ali karkoli takega. Take stvari se mi zdi, da bi me zanimalo, pa pač kaj bo, karkoli bo Oka naredila. Artur Oka. Tega še nisem povedal. En spin-off možen bi bil, da gre v mesto, pa prva ustvari družino, pa dobiti šiht, pa plačati račune. Učitelj bi lahko bil. Pa da faše depresijo. Predvsem pa moraš še kakšno več decimalko pija povedati, tiste je bilo premalo. Nik Škrlec je bil tak amateri. Tale ovca pa nima za burek. Definitivno. To oko bi mene tudi, jaz moram priznati, od vsega teh stvari bi me tole oko še kar zanimalo, ker se mi zdi, da mogoče je tu stvar šla, zdaj smo tudi sicer izvedeli, da tudi ksenomorfi komunicirajo in pač prebirajo Kanta ali citirajo Marksa ali karkoli počnejo. Mogoče pač poizvedeti, kaj je tle noter, ne vem. Glede na to, da je ksenomorf pobil one francoske plemiče, najbrž Rousseau. Ne, Badiou. Tako da na koncu, mislim, jaz se strinjam, Žiga, mislim, da si pač ti rekel, da vse je bilo okej, ne? Mislim. Mogoče to lahko bi bil neki podnaslov serije. Okej. In še dalje bomo gledali. Ne pozabiti, da konc meseca, konc leta pride še v kino Predator, se pravi še ena franšiza, ki je povezana z Alienom. Nov Predator, pa tudi serija pride enkrat. Ali še nekaj, ne vem, jaz sem. Risanka je že. Animirana serija je pa že, animiran film. Animiran film, ki je sestavljen iz 3 zgodb, ki so povezane in je pretty fucking amazing, tako da priporočam, da ga pogledate. Predator, something na Disneyu najdete. Killer of Killers. Ja, meni je bilo prvih
par minut, tako mi je bilo, ta animacija pa ni glih, ampak pologotoviš, da ni tako za nič, ko ne vem, Witcher, kjer je bilo res, ali pa Marvel, ker tudi tiste animirane stvari niso boga kaj, zelo dobro se vključi, pa ful je nasilno, ampak je dobro narejeno. No? Ja, drugače pa po tej seriji imam jaz neko željo, da bi Petra Pana spet prebral, ker mi je bil creepy as fuck in bi rad videl, če je to... Yep. Ja. Z nekega razloga ti si presenečen na tem, da je Peter Mislim, ker sem verjetno ne spomnim se knjige, ker sem jo bral po moje kot mulc, pa sem pa že gledal te risanke, ki pa je seveda spolirana pač Disneyjeva varianta, ne? Kjer ni teh stvari noter. Zelo je weird. Tudi recimo pač v vseh filmskih in gledališču tudi, no, je fora v tem, da kapitan Kluka je isti igralec kot Foter, namenoma. Zato, ker pač imaš tu to starševsko in vedno biti otrok in to. Mislim, do neke mere, ko to gledaš kot otrok, se ti zdi cool, da pač vedno biti otrok. Ne? Ko pa gledaš kot odrasel, no, to pa se ti zdi, da če si pa že odrasel, pa mogoče... Ne? Ja. Boljš prebrati Biblijo, pa dati stran te otroške. Ja, tudi reči, da so mi tile naši hibridi kar malo živčnega na trenutke delali, no? S tem pač, da sem gledal odrasle, ki igrajo, da so otroci. To me kar malo živčno se Lars von Trier, idioten. Ja, pa plus to, da mislim, da je podaril rekord Kirf. Enkrat smo gledali en film, ki je bil ta bro vsake 3 minute. Tle je bilo zdaj tudi na trenutke, je bilo tako, bro. Ja, so po večini se mi zdi, da so kar od Kej odigrali. Ne, vse so v redu odigrali, gledano zaradi tega. Egrino Tale ni bil najbolj prepričljiv, se mi zdi, s tem, kako je igral otroka, ki hkrati želi biti znanstvenik, potem pa seveda zajebe celo sceno, ker se najbolj otroče odzove na problem hranjenja tujcev. Edino on mi je bil tako, to pa sploh ne štima. Eno vprašanje imam za vas, kak odnos menite, da je med ksenomorfom in oko? Pogledljiv. Ker jaz imel pa občutek, da oko je nekak naravni sovražnik ksenomorfa in da ga proba ustaviti. Ampak ne vem zdaj. Mislim, napadal ga je že tamle, ne? Pa tako pa očitno ga tudi, če ga je napadal, verjetno ve, da ga lahko meni v bistvu poškoduje. V smislu nekega dizajna, ali pa creature dizajna mi ta njun konflikt ne deluje niti malo. Ksenomorf nima neke očesne jamice, v katero bi se lahko tale zelo človeško oko usidralo. No? Tako da mislim, da če že rečeš, kao oke biologija na nekem XY proizvede oko, ki je presenetljivo podobno človeškemu, ali pa vse ovčjemu, ali pa kakorkoli. Cesalskemu. Ja, oziroma tudi ribe imajo dosti podobno. In potem je naravni sovražnik nekako po defaultu že ksenomorf, to ne funkcionira na tak full ravneh. Mislim, da obratno bi bilo, da mogoče oko neko, pač neka rasa, ki proba ksenomorfe bek spraviti. Zakaj? Zakaj pa ne vem, bomo zvedeli. Ne vem, če se vrneš na Prometeja, mislim, so potem tile, kaj so že, inženirji, hvala, ne, oni imajo to neko oko imajo, kot mi, ne, ajde. Recimo, da so oni sproducirali to, ali pa da je oko naravni sovražnik, ki je evolucijo ga producirala tako daleč, da mora izgledati kot oko inženirja in da zaradi tega potem je ksenomorf naravni sovražnik, ker je orožje, whatever so imeli. Ja, zakaj pa ne? Če bojo to dal noter, bo še slabše, kot si mislim, ampak hotel sem komentirati samo, da na dizajn, torej biološkem dizajnu kao ne funkcionira najbolj. Je pa pripravno, zato ker se lahko usidra zelo organsko v človeško, v homo sapiens, naprimer. To pa deluje. Ja. Wink, wink. Lahko to oko mežika? Ne. Kar tako ne, mislim, rabi veko, ne. V bistvu je dost brezvezen ta uček, ne. Mislim, ker neki rab, ne, drugače sam hobotanca z učkom in to je to, tako te jajca od
Xenomorfov, kar rabijo pač očitno človeškega oziroma nekaj biološkega. Pa ful pride genov na človeški obraz, pa genov za človeško grlo ima neko celko. Ne, vsi so tako nekako zelo pripravni, pa vsi so neki parazitski, razen pa zdaj ne vem kaj, v teh smo pač te neke majhne čričke ali karkoli. Ti insekti so mi v bistvu bili najbolj zanimivi v smislu dizajna, no, da oni se hranijo od zunaj, kar poznamo tudi, mislim, da v ene par vrst je ki jih mi poznamo, ne, da se tako hranijo. To mi je bilo dejansko zanimivo, pa da v bistvu razkraja hibrida, ne, da v bistvu lahko iz teh sintetičnih. V bistvu prinese hrano, ki prinese not so neke stare matične plate. Res. Je še lepo ugotovi, da je mogoče pa... Mislim, ker tako reče, fuj, AMD-ov procesor, to pa res ne dobro. Samo, če bi se malo pogovarjali med sabo, se nič ne bi zgodilo, v bistvu, ker on pač ne bi šel not, ker ve, iz česa je, v teoriji, ampak spet je tukaj to, ne, da so otroci. Ne. Pač, po mojem z vidika scenarista je to fantastično. Ti v bistvu lahko vse narediš, pa se otrok je neumen, to je to. In če mu nekaj uspe, pa čudež. Nekako na pol sem bil hvaležen, da se potem tale barat, ko ga puknejo v zadnjem delu v sobo, z tem učom odzove precej inteligentno, da reče, tam je spis, da grem noter, pa skuži, da uč kontra, ne, kako ga bo ulovil preko rešetke za hranjene. To se mi je zdelo, da bistvo dobro pokaže, kaj je razlika med odraslim pa otrokom, kljub temu, da ima otrok bistveno boljši telešček. Zakaj ima ta kletka kljuko not? Točno, not ima kljuko, ne? Ja, ima. Zato, da se lahko skrije. Da se lahko ovca ven odpre. Ne, lahko čistilc, ko gre. Spuca od znotraj, pa gre ven. Glej, pa spet, ne vem. Mene sicer tole z otrokom je bilo smešno, nekaj otrok je prestrašen, ve, da so une živali, nevarne, pol pa gre cel stopi noter. Zakaj? On pladen. Ampak veš, mogoče je pa tale dejansko po notranju od Hrša befel, ne, da pač ti si sintetik, teme ne more biti strah. Ne rabite biti strah, v bistvu to bolj. In potem se ustraš. Seveda, ker je od the best. Kako pripravno za zaplet. Zelo pripravna serija, skratka, ampak gledajte, če niste pogledali, pa ste zdaj to poslušali, slava vam. In hvala. Ampak ne vem, poglejte, ali pa poglejte še enkrat, poglejte Aliena celega še enkrat. Če ne druga, dobite par dobrih glasbenih predlogov. To pa prav gotovo, za na konec. No, ampak dajmo še samo to za na konec. Mene to ven metalo, ker v bistvu res vibe zbije, to sem omenil na začetku. Ne. Po vrhu je pa, ne vem, ful ilustrativno. Ne, ker pač v liriki najdeš nekaj noter, kar je ful ilustrativno. In v bistvu Noah Hawley je v enem intervjuju omenil, da njemu to ni nič tujega, je že v Legion dosti krat uporabi, ampak tam se mi je zdelo malo bolj organsko, ne, da ni bil takšen razmik od atmosfere, ki je bila vzpostavljena. Tukaj pa se mi zdi, da pač samo zato, ker ona ovca gleda v kamero, ki se na koncu prelije v end credits, da potem Godsmack omenijo noter v verzu, kao tvoja zloba prihaja ven iz tvojih oči in da je to opravičilo, da uporabiš potem tale noter komad. Ne? On v intervjuju omeni, da pač zakaj je uporabljal te komade, zato ker so mu všeč. In to se mi zdi najbolj beden razlog za uporabo komadov. Meni so ti komadi tudi všeč, ampak ne moreš jih uporabiti samo zato. Ne vem, da recimo, da se navežem na moje delo. Ne? Meni so, naprimer, baročno slikarstvo mi je super. Ampak ne bom ga v svojem delu uporabil samo zato, ker mi je super. Jaz bi rad nekaj sodobnega povedal in ne bi rad potem uporabil pač nečesa tako asinhronega za sodobnostjo, kot pač mislim, da baročno slikarstvo je. Ne? In se mi zdi, da pač tukaj meni je to fail. Kljub temu, da mi je glasba všeč, ampak to je fail. Ne vem, kako se pa vam zdi. Igor bo prvi povedal, kaj mu je bilo všeč. Mislim, meni pač en drug vibe, ampak je konec epizode. Pošljete v real life z eno rock muziko. In real life kot end credits. Mislim, pač proč od serije, ne? In se mi zaradi tega ne zdi prelom, če bi nekje not vmes uporabil, to bi bil bolj problem. No? Alt-J so bili potem problem. Kdaj? Ko se oni vrnejo, ko pridejo na sestank, na mediacijo. Ja. Aha, tam hodijo neki slow motion. In je tessellate komad. Tako. Ja, ampak je uporabljen kot scenska glasba, vseeno na tak vam vdari. Vsak izgovor. Ne vem, ampak recimo mene pri Star Trek filmu, temu od Abramsa, bolj zmotlo, ko sebo ta žnot vsilijo, ne? Pa je ful primerna za tisto sceno, pa vse, ampak
Pa mislim, da tudi tale dajo, pač kako uporablja Gun Musko v Guardiansih, pa ponekod, ne, da je tudi malo tak bolj vsiljeno, kot tukaj je na koncu in je pač čau. Ne vem, mislim, meni že preko zaštarta nekako ne funkcionira. Da prijem Sting Fist na koncu drugega dela, ko se ona vrže za... Ne, sama izbira muske bi lahko bilo več Pearl Jamu, se strinjam. Ne. Mislim, da je bil enkrat v zadnjem delu je bil, ne? Animal je bil v zadnjem delu. Na YouTubeu sem našel enega tipa, ki je naredil sicer kratko recenzijo, 10-minutno, okrog tega po večini je nekako podpisal naše te vse dovtipe. Je pa pokazal v montaži, ne, kako bi bilo, če bi originalen soundtrack potegnil preko tega in nekako boljše dela zaključek. Ja. Ne, mislim, te stvari, to, kar si rekel za Gobsmack, pa tudi pri Animal, kot zadnji komat je, začetek je 1, 2, 3, 4, 5 against 1 in tak pokaže 5 onih hibridov proti Animal. Kot da mu je ful všeč on DiCaprio, mema, veš, kaj kaže na TV. Veš, to, veš. Sem pa drugače enkrat bral o tem komadu Animal in je pač kao o bullyingu. In bolj je studio executive eden rekel pač Eddieju Vedorju, da bi bilo v redu, če bi pač bilo bolj jasno, ne, da bi to nekako komunicirali, o čem je ta komad. In bolj mu je Vedor razložil, o čem je komad, kar v bistvu načeloma ne počne. In pol je rekel, ne, naj ostane vejk. Mogoče pa je bilo v bistvu cel to alienih, tako da ne vemo. Mogoče pa je Noah Hawley tisti studio exec. Žiga, kako je bila tebe všeč muska? Ja, tako, no, če si iskreno zelo rad, kaj je konc, ne gledam teh end creditsov. Tako da ne, podpiram, ne, pač pa ni v redu, pa je, ne, tako, kaj je pa cel slogan te serije. Okay. Kaj je v bistvu sama sebe balena pošast, kar drugega, ne. Ne vem, se mi zdi, da je zelo podoben princip, kot na koncu Supermana, kaj je bil ta punk rocker komad. Ja, v redu. Tako se mi zdelo, samo veš, pri Supermanu je eksplicitno postavljen in univerz z onimi plakati, pa tisti band, pa še to je James Gunnov band, če se ne motim, se mi zdi, to je nek meta joke. Ja. Tako se mi je zdel meta joke nekako. Mislim, da je tudi on not v bandu bil. James Gunn. Ja, prav to. V zapiskih, bravo. Ja, jaz tudi mislim, meni je samo dobro, je za konc, pa ni tako zelo moteče, kot bi še lahko bilo, če je bilo še na sred, ampak vseeno se mi pa zdi, da nekako ne gre z moodom glasbe, no? Ne gre z razpoloženjem, zdaj pa kakorkoli si to pač predstavljam, ampak glasba je zelo razpoloženska, zelo je za čustva, zelo ima ta podarek. In ne vem, jaz tudi vidim pri Guardians of the Galaxy, mi čist paše ta muska noter, ker je nek ta vibe tudi povezano iz liki in nazadnje. Tukaj noter pa se mi včasih zdelo, da mene na prvem delu res vam vrglo, pa sem se že malo navadil, pa sem že pričakoval, kaj bo, ampak v prvem je bilo pa tako, kako si ti to končal, zakaj človek. Ampak dobro, posebej se pravim, ker je bila špica res ta zvokovna, ta zvočna podoba špice s tem pač s flash in s tem klokotanjem ali karkoli že imajo ti ksenomorfi. Pač prasketanjem? Možno, ne vem. Ja, ululiranje ni, ne. Ja. Chittering je to ponavadi v angleščini, ne vem, kako to mi prevajamo. Čričkanje. Čričkanje. Škržatanje. Ok. Mislim, da smo bili dovolj poglobljeni in dolgi in gremo na, kar smo gledali, brali, špilali, poslušali. Žiga, ti si prvi, kaj vse si pogledal zadnje čase, kar bi priporočil, pa tudi ne. Zdaj od mojega zadnjega gostovanja. Ne, nimam ta bi bila. Ja. Sem izpisal tiste, ki so mi nekako najbolj ostali zdaj pri filmih. Ena bitka za drugo, Paul Thomas Anderson, se mi zdi, da bo končno dobil tistega Oskarja. Tudi po mojem mnenju gre Sean Penn po svojega. Drugega. Sean Penn ga že ima. Ja. Zakaj ga že ima ona? Milk. Ja, mleka, ok. To se mi zdi, da bo z razlogom pač na vrhu seznama marsikaj terga. Super. Pa sem pa gledal par slabših filmov. Prvi je Zombijada, tajvanska Zijam na Netflixu. Zanimiv koncept,
ki pa ni pol izpeljan. In kakšen je to? V redu, tak fighterski. Ja, se pravi, v bistvu to je prva, vsaj kar jaz vem, no, taka zombijada, ki je že v neko apokalipso postavljena. Malo spomne na Jaz sem Omega izpred. To je en čez B-movie. Okay. To in v bistvu se dogaja neka fighterska je, ki mora on kot nek bivši bokser, taj Muay Thai, rešiti svojo ženo v neki bolnišnici. Krivc za to apokalipso zombi so pa neke pokvarjene ribe in tudi ko se pač te zombi izmočijo, dobijo pač neke podobe teh pufferfish. Wow. Koncept. Ok, to je neki noge, se strinjam. V redu je. Ja. Okay. To pa sem pogledal dokumentarc od Charlieja Sheena, tudi na Netflixu. Winning. Če pa kdo zmaguje, pa on, ker je še zmeri živ. Ko in drugač. To, potem Stans je pa dokumentarc od Eminemove pesmi Stan o teh norih fanih. Ja, ok. Ja. To. Kje pa je? Rabo sem 20 let, da zavrtim na zamor. Kje se da videti? Kje je na Netflixu ali kaj ta je? Je na enem pretočniku, ja. Ok. Pa je v redu? Fajn je. To pesem predstav par Stanov iz sveta, ki pravijo, da to niso, ampak je iz peroksida jasno, da so. Super. Še malo wife beater tudi gore? Ne, ja. Okay. Ne. Pol je pa veliko lepo pogumno potovanje. Ok, kako je bil ta? Ful všeč, kot bi mi mogel biti. In je bil fajn, no. Res tak luškan, no, film. Mogoče na trenutke res nimate kemije, Colin Farrell pa Margot Robbie, no. Ampak, ko jo pa mata, je pa v redu. Okay. Kot nekak danes 8. potnik. To, sem imam, kako je to dolg se z nami. Pol imam pa pri serijah, sem pogledal na Apple Chief of War z Jasonom Momoa o tej osvoboditvi Havajev. Zelo priporočam, super, zelo dobra serija. Potem na Netflixu od ustvarjalcev ta Casa de Papel, Billionaire's Bunker. Zelo podobno na 8. potniku, danes sem še bolj butast. Pa potem novozelandsko serijo Secrets at Red Rocks, je pa v bistvu bolj za mlade, no, ampak sem jo vsem pogledal, ker sem bil na Novi Zelandiji. To potem pa z mojo drago gledava že predolg poletje, ko sem postala lepa serijo na Primeu. To je pa katastrofa, ampak so ustrajali do konca. Okay. To res ni ok. No. Okay. Tako da to ni na svet, to je na svet za neogled. Ampak to ima 3 sezone, ali kako, če prav vidim. 3 preveč, res je. Okay. Pa še film bo. No. Super je. Je pa ljubezenski trikotnik in sem ugotovil že pri prvi sezoni, da sem že vsaj 10 let prestar, da bi to gledal. Ampak je, kar je. Ja, lej, zdaj, ko si se že komital, moraš pogledati. Zdaj je fertik, hvala Bogu. Ne ga poslušati, ne. Konce komitmenta za tole bilo in to je to. Leto manj življenja imam 100% zaradi tega. To pa sem pa med poletjem, tako kot sem rekel, kar veliko prebral. 2 sta novozelandski knjigi, prva je o maorskih mitih, Purakau, druga je pa ene mlade novozelandske avtorice, Tauhou, je pa knjiga o družinskih razmerjih, o njeni izkušnji kot Maorka. Se mi zdi tako zelo, nekako bi na tak nek čuden način bi povezano s knjigo In če vsi pozabijo od Selme Skenderović. Zanimivo. Recimo, no. Seboj, ti si se kar pripravil na to svoje potovanje, vidim, ker si res prebral. Ok, super, to mi je všeč. Ali je let do Nove Zelandije tako dolgo, da ti zmore? To sta knjigi kupljeni dol, no. Tako da to je bilo to. Ampak sem jih res prebral, zato ker tukaj pa kako že self-shoutout, ker dokončujem zdaj ta potopisni roman, ker sva potovala po tem srednjem svetu, no, od Gospodarja prstanov in vse, tako da zato, da še malo več vemo. No, super. In kako naslov? Tja in spet nazaj? Ne, čakaj že naslov. Ja, naslov je, ja. Nazaj in spet tja. Oj. So lastne knjige, samo Poznam tvoje oči, potem je pa pod naslov, pač potovanje. Mislim, srednji svet ali Nova Zelandija, tako da bo bolj tako potopisno roman
Super. Bomo. Najbrž še nimaš kakšnega linka ali pa kaj že kaj obstaja? Ne, še čisto nič. Okay. Ne, še čisto nič. Bomo zablokirali kar na Kobis. Naslednje leto, pri drugi sezoni. Aha, okay. To pa še ta zadnja, kar bi pa povedal, je pa od Maggie O'Farrell Hamnet, ki bo pa novembra ali pa decembra. Na Lifu najbrž, ja. Na Lifu bo. Po mojem, mislim, sklepam, ja. Moral bi biti glede na to, kakšen hype je dvignil, oziroma kot najbolj depresiven film leta. Okay. To, po drugi strani pa še Hišna pomočnica, kad tudi film pride. Ja. To je pa tudi v redu, ampak ni. No. Je hype, razumem ga, ne razumem pa, da kdo reče, da je to kvalitetno branje. Aha. Ne vem, nikoli nisem slišal, da je to kvalitetno branje, ampak da pač je šunt. Ja, Sidney Sweeney bil v filmu. Ja, pa Amanda Seyfried. Ja. To bo po mojem. 3 dele ima, no. Ja, to bo okej. Pa ne gledati. Bomo videli, če bomo zdržali skozi to, ampak zdaj poznamo enega človeka, ki je to prebral. Juhej. Tudi to je fajn vedeti. Igor, kaj imaš ti za priporočiti povedati? One Battle After Another bi dal tu zraven, ker je res dober film in ga priporočam. Nima ZF elementov, to moram reči. Za razliko od Big Bold Beautiful Journey, ki ima ZF elemente. Ampak ima pa zelo dobrega DiCapria in Seana Penna in glavno igralko, ki je ime Chase Infinity, kar se mi zdi, to pa je ime. Potem TV-ja sem malo manj gledal, ker sem zdaj moral te neke serije gledati, neke Alien. Prokleta serija. Sem pa pogledal prvič video, to je druga sezona serije Prvič, kjer so zdaj obrali povsem drug koncept. Pač še vedno ustvarjata Neža Prah Seničar in Urška Henigman. In druga sezona zaenkrat temelji iz 3-minutnih videov, ki jih je 5 ali koliko, ki so jih posneli z mladimi in govorijo o temah, ki so povezane s prijateljstvom, z odraščanjem in tako dalje. In te 3-minutni videi so vabilo za dogodke v živo, ki se začnejo, mislim, da ali so se glih kar začeli ta vikend, ko smo to posneli. In tam bodo potem posneli cele oddaje, ki bodo pa potem predvajane na radiju in mogoče tudi na TV-ju. In v vsakem tem kratkem segmentu je bil tudi en band, mladi, torej srednješolcev, ki bodo nastopili na tem dogodku. In tako da to je zelo, zelo dobra nadgradnja koncepta. Če imate otroke, pogledajte to skupaj z njimi, mislim, najstnike, ker če imate dojenčke, mogoče ne bo tako ful odnesli od tega. Ampak 3 minute pozornosti pa že lahko imajo. Tako da to priporočam in mi je ful fajn. Bom pa še omenil plate nove, ki so me navdušile, in sicer Nine Inch Nails, Tron, Ares. Glasba iz filma je že na voljo. In kot je bil en review zelo prijazno od Disneyja, da so naredili Tron film za novo plato od Nailsov. Ful je v redu plata. Potem je nova plata od Faithless, kjer Champion Sound je naslov, kjer se trudijo nadomestiti Maxija Jazza, pa mogoče da pridejo mestoma blizu tega, ampak komadi vseeno niso tak naravni kot prej. Je pa tale Sully Breaks, kar je en angliški pesnik in raper, še najbližje temu, da imaš nekoga, ki bi skoraj lahko bil Maxi Jazz, no. Ampak ni. Je pa pač vseeno v redu. In ena plata, ki sem odkril na novo letošnjo, je avtorica je Hana in naslov plate je Extended Prey. To je taka elektronska malo muska, je pa tale Hana ful delala z Grimes, tako da je malo podobno te muske, ki jo dela Grimes. Ne vem, meni je bilo ful preprosto delati ob tej muski, brez da se fokusiram na njo, ker je ful naspidirana in tak dober vibe. Tako da to, zelo sci-fi muska. Super, Igor. Mito, imaš ti kaj za dodati? Jaz bom omenil, da priporočam izmed knjig, ki sem jih prebral in letos jih je bilo kar nekaj. Bom priporočal Red Rising trilogijo od Pierce Browna. Piercea.
Piersa Browna. Ja, veš, to pa to, ko v angleščini tako bereš, da se ti pol kar zgubi. Slovenska logika. Ful dobra zgodba je, nekako v sci-fi okvir postavljen fantasy dramaturgija, no? Enega, rečemo temu, upornika iz nižje kaste, ki se skuša prebiti na vrh te sci-fi piramide. Color-coded. Color-coded piramide, kjer so na vrhu goldi, ki so genetsko inženirani vladarji osončja. Je pa tako, da pač, zakaj rečem fantasy dramaturgija, ker je kao logika izbranca, tehnologija je čist umaknjena v polje magije, ne, ker se pač stvari zgodijo, zato ker se pač morajo v smislu tega, kako tehnologija funkcionira. Ostalo pa predvsej v bistvu akcijsko natempirano, pa tudi slog je zelo tak modern, pripravljen, hiter, z ravno dovolj opisa in slikanja, da te vleče cel čas naprej. Tako da v bistvu... Temu se reče young adult. Ne, sploh ne. V bistvu, vse ti nekaj, kar bi young adult lahko, naprimer, pripopa ali šole, ali pa neke romance, pa tako naprej je zelo v ozadje potisnjeno, zato da se pač akcija pa razvoj lika potiska zelo hitro pospešeno naprej. Ne. Pa tudi ta neka včasih prikrita, včasih pa mogoče malo bolj eksplicitna kritika kapitalističnega sistema ali pa nasploh hierarhiji, zna zelo dobro operati noter v zaplet pa v zgodbo. Tako da v bistvu me prijetno presenetil in mogoče se bom na začetku naslednjega leta, ko si imel Spuca Murnik, loto še zadnjih 4 knjig, 4. bi prišla letos ali naslednjo leto, nekaj tajega. Najprej bom počakal, da izide, pol pa se lotim konca, ker pač to je moje zlato pravilo. Gledam pa... Od kdaj pa je to tvoje pravilo? Odkar je Jordan umrl. To gledam pa sprot Cheers in sem na 5. sezoni. Fajn. Priporočam. Okay. Nikaj čuvam. Vsi poznajo tvoje ime in so vedno veseli, da pridejo. Lepo. Jaz bom omenil sem 3 filme, ki jih Žiga in Igor nista, se pravi, pogledal sem Red Sonjo. Če nimate ure 3/4 za stran vreč, ne glejte, to je res zelo obupen film. Mislim, da sem mu dal 1 zvezdico na Letterboxdu in od tega je pol zvezdice za Trmastega konja. Vse ostalo je res slabo režirano. To je tako na ravni kakšne poprečne ksene, ne vem, ko smo gledali, tako da res slabo. The Toxic Avenger sem pogledal s Peterom Dinklageom, predtem sem pogledal seveda vse prejšnje Toxic Avengere in so mi bili skoraj vsi bolj všeč od tega novega, ki je, pač ne vem, zakaj greš delati B-film, potem pa ga hipersproduciraš in ves ta gravš, po katerem je ta film znan, vržeš ven. To pač nima nobene logike, to je še en super junaški film, ki pač čisto zgubi idejo izvirnika. Z Igorjem sva gledala pa tudi Him, oziroma Eden in edini, kako je že to v slovenščini, ali edini, ali kaj je že naslov, se ni važno. Eden in edini. Edini. Mislim, da je tako nekako. Skratka, Him je to v originalu, ki mi je bil pa tako po vsem tem slabih kritikah, ki sem jih slišal, se mi ni zdel tako zelo slab. Je pa film, ki si naredi kosmiče, potem pa gre z lopato v te kosmiče noter in hoče vse tako in bla 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 bla. Okay. Tem je problem tega filma. Jaz mislim, da odpre skratka milijon tem, ameriški fuzbal je in kot pasijon, in je gladiatorstvo, in je rasizem, in je mladi proti starim, in je ne vem kaj, in je kult, in je religija, in satanizem, in je vse. Skratka, ameriški fuzbal je metafora za vse in na koncu se vsi zgubimo malo v tem. No. To se mi je malo zdelo. No. Ampak ni pa bil tako slab. No. Veliko bolj cenim poskus take grozljivke, ki pripelje grozo v šport, česar še res nismo gledali, kot pa da priklicano zlo že gledaš 4. kako nek duhi napadajo neko bogo družino, ki nima denarja, da bi se preselila. Jaz ne vem, kje najdejo vedno te, ki nimajo za najemnino. Ne, se poljem rečejo, da se ne bo koristilo, če bi se selili. Točno je, ker je zdaj ta špegl. Okay. Ja, špegl bo za vami prišel. Ljudje in ljudi ne.
Špegel bo za vami prišel tajdo. Škoda, to je bil citat epizode. Ljudje in ljudine, poslušali ste 232. epizodo podcasta, ki sliši na mejo bot podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjigo vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Žiga, Gleda in se slini Kastelic. Igor, karkoli bo Oka naredila, Harp, Mito, per se, Gegič, čist na začetku, in Aljoša odprl je čakro Harlamov. Tole epizodo smo znova posneli v našem stalnem štabu Kinogledališču Bežigrad. KGB je vaša edina alternativa, ne le ameriškemu imperializmu, ampak tudi dolg čas v Ljubljani. Filmske druge predstave, pivo in pijača druge narave, Kinogledališče Bežigrad, kjer je film znova v središču vaše izkušnje. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. In če ste si po ogledu danes obravnavane serije oddahnili, ker ne živite v svetu, ki mu vladajo zlobne korporacije, vam čestitamo, saj je potem takem naš glas potoval po času in vas dosegel v 70-ih. Nič se torej ne sekirajte, navijte abo do konca, protestirajte proti tisti grozni vietnamski vojni, pejte gledat Star Wars v kino in se pripravite tako, da si naredite kokice kar doma s pomočjo izuma tega desetletja, mikrovalovke. Od tod lahko gre res samo še navzgor. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Sky, zaenkrat tudi še na Twitterju oziroma X-u, vsekakor Discordu. Poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru, na platnih, med mlatnicami in na ekranih, o naših epizodah in ovčji reji. Tole je bila že 232. epizoda in prva redna epizoda 8. sezone, ki smo jo s tem slavnostno otvorili. Hvala za pozornost, se slišimo spet čez 2 tedna. Alright. Nismo se sicer zmenili, če bo čez 2 tedna, ampak enkrat bo. Ne. Bo že učil.